Znanje je danes povezano v precejšnji meri s sredstvi, ker znanje pač moramo na en način plačati. In ranljive ciljne skupine pravzaprav sredstev za to, da bi plačale znanje, ki ga nujno potrebujejo, nimajo. In jaz mislim, da je tukaj, za me je bil zmeraj tukaj izziv, kako najti sredstva nekje in zagotoviti tem ranljivim ciljnim skupinam brezplačno znanje. Naj povem, da predvsem v občini Senice smo resnično glede tega, da imamo tako osebo, kot je Maja, izredno zadovoljni. Pravica do učenja je, meni se zdi, v današnjem času ena najpomembnejših. Tisti, ki te pravice pravzaprav nima, bo težko živel v sodobni družbi. Posebna uspešnost naše direktorice se kaže pri veliki angažiranosti Centra vseživljenjskega učenja, katerega nosilci smo od leta 2005 dalje. To je center, ki združuje 14 partnerjev z območja celotne Gorenjske. Tukaj bi rad povedal predvsem to, da je Maja poznana predvsem preko po tej delovnosti in pa po raznih povezovalnih vsebinah in pa akcijah, katere vodi. Naš Center vseživljenjskega učenja je pravzaprav namenjen ranljivim ciljnim skupinam, to se pravi tistim, ki so manj srečni. In za njih je značilen, da se na eni strani bodisi ne zavedajo pomena vseživljenjskega učenja oziroma nimajo dostopov do njega. Naša direktorica je pri svojem delu vestna, zahtevna, na koncu pa se tudi poveselimo skupaj. Pišem magistrsko nalogo. Upam, da sem tudi in da bomo v bodoče tudi zgled temu, da pravzaprav z vseživljenjskim učenjem človek bogati sebe in svojo okolico. Soproga se ta najbolj, bom rekel, sprosti ob hišnem ljubljenčku, pa na tem svojem vrtu, kjer ima praktično vsako rožico pod kontrolo. Drugače pa sprošča se tudi s tem, da greva večkrat na kakšen sprehod okrog Blejskega jezera. Ja, rožice definitivno so en tak učni projekt, ampak ta so pa samo moj učni projekt, ker drugače jaz pač delam z ljudmi in se trudim zmeraj upoštevati mnenje drugih. Rožice pa upoštevajo moje mnenje, pa tudi mislim, da definitivno potlej dobim tisto ven, kar sem posadila.